obvezen krajši pozdrav, gospod moderator, če mi dovolite. Jaz sem si svoj krajši referat napisal pred časom, že mislim, da sem bil med prvimi, ki so se javili gospe Alenki, doktorici Alenki Puhar, kateri se iz srca zahvalim za to organizacijo, ki je stala kar nekaj dopisov, e-mailov, priporočil, potrpljenja in tako dalje, ker se mi zdi, govorim že malo kot bi rekel, neki nestor, neki starejši človek, kako važno je to, da se v teh dveh zamejskih, Merkurju, Pavletu ni bilo všeč ta zdajvek zamejski, bi rajši rabil unejski, je rekel Pavle Merkur. No, Slovenci smo ali unejci ali zamejci, Slovenci smo Slovenci, ampak da se v teh dveh revijah, mimogrede zamejstvo in potem po širnem svetu je izhajalo več revij, ampak ti dve sta morda najbolj dali pečat v zgodovini. In zato sem posebej hvaležen v imenu Slovencev v Italiji, zamejskih, gospe Alenki Puhar, da je to velikim trudom, ampak da je to uspelo organizirati. To je velika čast za nas vse, ki živimo izven Republike Slovenije. In preden začnem z branjem svojega prispevka, bi rad samo neko osebno misel. Vsakokrat, ko pridem v Ljubljano, našo slovensko prestolnico, mi srce zaigra dobesedno. To je naša prestolnica. Malo mi manjka, da bi kje na gradu videl slovensko zastavo, tako da bi nam vsem dala še malo več poguma v teh dneh, ki so zelo nejasni. Vidimo, kako so nejasni. V Sloveniji se kolesari, v Italiji se vpije in napada razne sedeže. Vmes se skuša politično izigravati vse mogoče naivne in nenaivne ljudi, misleč, da ampak smo zmeraj pri enem in istem. Teh treh diktatur, ki so nam zagrenili življenje. Najmanj to lahko rečemo. To je fašizem, nacizem in komunizem. Bomo še dolgo prebavljali v sebi in ne bo tako lahko temu konec enkrat. Ne bo tako lahko. Ne tukaj, ne pri nas v Italiji. Ko sem danes prišel peš z parkirnega prostora, sem videl univerzo na desni, ta zelo lep trg, ki je, mi dovolite, samo krajši osebni spomin. Leta 1955 sem maturiral na klasičnem liceju v Trstu. Tudi to včasih moti nas zamejske Slovence, da v Sloveniji kdo reče, kako lepo govorite slovensko, kaj tudi šole imate. Torej, vse šole imamo do univerze, tam pa se moramo razdeliti, vsak na svoj kraj. Tako dalje, jaz sem bil takrat poln idealov v sebi, kakor je vsak 18-letni človek, ki maturira. In seveda, moje sanje je bila slavistika. In sem se na to univerzo jeseni 1955 vpisal, ampak jaz sem izhajal iz preproste kmečko-delavske družine in demokratične. K maši smo hodili, kot se reče, po primorsko. In tako dalje, kdo si je mislil, kaj je vse v ozadju v Sloveniji in drugje. In jaz sem živel tukaj svoje normalno življenje v upanju, da mi od septembra do decembra, januarja, dajo neko sobico. Tisti, ki so imeli to ključe v rokah, dajo štipendijo in tako dalje. Jaz sem imel normalno življenje kot v Italiji, v nedelje hodil k maši frančiškanom, v glavnem tukaj. Ampak spomnim se še nekaj, ki morda
se bo zdelo vam malo čudno, ampak ni. Ko sem prišel v Ljubljano, sem občudoval vse, kar je bilo za občudovati, ne, tako mlad človek. In posebej pa sem gledal izložbe, ne da bi v Italiji imeli kakšnih posebnih izložb, mislim trgovin, ne, ni bilo tega. Ampak tukaj sem videl v vsakih izložbah, tukaj spodaj tudi Titovo sliko v lepi vazi, šopom rož, rdečo zvezdo zraven in jedi ali produktov zemlje in rok ni bilo nikjer, ne. To so bila žalostna leta. Tako, potem pa Udba, kot se danes reče, je dobro delovala tudi v letu 1955. Ne vem, ali tista iz Trsta ali tista iz Ljubljane. Na vsak način meni niso odobrili nobene štipendije, nobene sobice dali, tako da sem se moral posloviti s težkim srcem in dati Ljubljani slovo. Dobro, tako je bilo. Zdaj, rad enkrat bi ugotovil, kdo je to bil. Na vsak način je eden od prisotnih, ki so bili zamejskih študentov, ki je bil prisoten pri neki seji, ki so razpravljali o meni, da se ne vključim v to realnost, ki je takrat bila v Ljubljani, je po mnogih letih, 2 leti, 3 od tega, rekel, da so imeli neko sejo in da so govorili o meni in da so rekli, tega gada pa ne bomo gojili na svojih prsih, ne. Tako 18 let sem imel in sem bil že gad. Na Krasu jih imamo kar nekaj. Dobro, po tem uvodu, ampak meni ni žal, da se nisem rad, torej slavistika mi je bila pri srcu, ampak potem sem videl, da tudi odvetniška pot je zelo lepa, če vzameš tudi z malo idealizma zraven, in to se je izkazalo tudi na procesu Marjana Rožanca tukaj v Ljubljani. Zdaj pa k mojemu zapisu. Jeseni leta 1963 sem v Neaplju odslužil 15-mesečni vojaški rok, dal slovo kmalu zatem tudi rojstnemu Contovelu in stopil v zakonski stan v cerkvi Svete Trojice na Catinari. Catinari, ker ima čudovite freske Toneta Kralja, cerkev. Manjkalo mi je še nekaj izpitov na tržaški pravni fakulteti in bil že ves v pisanju diplomske teze o svobodi mišljenja in izražanja v okviru člena 21 italijanske republiške ustave. Zvečer sem bil na Slovenskem tržaškem radiu, kjer sem sodeloval pri radijskem odru, ki ga je vodil profesor Jože Peterlin, in bil tako kolikor toliko preskrbljen za vsakdanji kruh. Nekega dopoldne me je poiskal doktor Stanko Janežič in me v imenu širšega odbora, ki se je že sestajal, kot je omenil dobro doktor Vremec, in oblikoval neko novo revijo, naprosil, da bi sprejel mesto odgovornega urednika, ker da sem že stalni sodelavec tržanske družinske revije Mladika in tudi vpisan v seznam publicistov Tržaške pokrajine. Publicisti so eno, kot je poudaril, časnikarji pa drugo. Prosil sem za nekaj dni premisleka, ker sem bil s časom zares zelo na tesnem. Pogovoril sem se tudi s prijatelji, posebej s profesorjem Peterlinom, ki mi je dejal, da bi bil zadovoljen, če bi sprejel odgovorno mesto pri novi reviji, ki je medtem dobila že ime Most, a da pri tem naj ne trpi zaključni del mojega univerzitetnega študija. In tako je tudi bilo. Sprejel sem mesto odgovornega urednika nove tržaške revije Most, kar je bilo seveda brezplačno delo, brez vsakega honorarja in brez povrnitve kakršnihkoli stroškov s tem v zvezi, tako kot je v demokratičnem taboru slovenskih kulturnih zamejskih delavcev oziroma ustvarjalcev bilo ves povojni čas. Delo za narod torej. Ko smo se kmalu zatem dobili člani uredniškega odbora na skupnem sestanku, sem spoznal, da sem v dobri službi.
saj sta bila poleg profesorja Aleša Lokarja in inženirja Vladimirja Bremca še profesor Alojz Rebula, Lev Detela, arhitekt Boris Podreka, Stanko Janežič in še drugi, ki se jih zdaj ne spomnim. Uvodnik Nove revije je napisal, če se ne motim, profesor Alojz Rebula, a smo ga demokratično dopolnjevali in bili na koncu z vsebino uvodnika vsi zadovoljni in ga vsi podpisali kot uredniški odbor. Prva številka Nove revije Most je šla januarja 1964 in je bila registrirana na sodišču v Trstu pod številko 6/64 RCC dne 25. maja 1264. V podnaslovu je bila revija definirana kot revija za leposlovje in kulturo. Sodelavci prve številke so bili Vinko Beličič, Stanko Janežič, Milena Mrlak Detela, Humbert Pribac, Savina Remec, Rafko Dolhar, Florjan Lipuš, Vlasta Polojac, Alojz Rebula, Lev Detela, Mirjam Gregorič, Boris Podreka, Drago Štoka, Jože Peterlin, Martin Jevnikar in drugi. Prva številka Nove revije je šla kot posebna številka in jo je podpisal ves uredniški odbor. V drugi številki se je že izkristaliziral celoten uredniški odbor v osebah Lev Detela, Stanko Janežič, Aleš Lokar, Vladimir Bremec in Drago Štoka kot odgovorni urednik. V tretji številki Mosta najdemo znane osebnosti zamejstva in Slovenije same, in sicer Dane Zajc, Vladimir Kos, Igor Tuta, Irena Žerjav Pučnik, Marjan Rožanc, Bogdan Brdon, Primož Možina, Drago Legiša, beneški duhovnik Marij Lavrenčič. V tretji in nadaljnjih številkah, ki so na trg prihajale dokaj redno, najdemo spet nova imena, kot so Karl Vladimir Truhlar, Tusen Hočevar in seveda Marjan Rožanc z več prispevki, med katerimi je tako po vsebini kot po jasno narodnostni politični poanti izstopal esej Nič na Slovenskem. Ta dalekovidni članek bo tudi naš kratek obisk v Ljubljani pri Edvardu Kocbeku na njegovem domu v srcu Ljubljane. Obiskali smo ga Aleš Lokar, Vladimir Bremec, Alojz Rebula podpisani, je najbrž vzbudil pri takratni enoumni oblasti kar nekaj pozornosti, morda tudi strahu. In kmalu se je zgodilo, da je moral Marjan Rožanc stopiti v veliko sodno dvorano v slovenski prestolnici in se braniti očitkov oziroma obtožb, ki so izhajale iz mnogoterih členov takratnega kazenskega zakonika. Z odvetnikom Bogdanom Brdonom sva bila kot pravnika blizu Marjanu Rožancu, zanj poskrbela za različne obrambne iztočnice, ki jih je Marjan Rožanc v svojem obrambnem nagovoru tudi uporabil, kjer se mu je to zdelo potrebno in umestno seveda. Na dan glavne obravnave smo bili sodelavci Mosta že zelo zgodaj v veliki dvorani ljubljanskega sodišča in se resnično bali za Rožančevo usodo, saj nam je bila usoda Jožeta Pučnika pred njim že dobro znana. Marjan Rožanc je stopil pred sodnike, še danes ga imam pred očmi, gosposko urejen, vzravnan, umirjen. Po skoraj enournem samozagovoru, polnem kristalno čistih izhodišč tudi z pravnega vidika, je pritegnil nase vso pozornost ne samo sodnikov, ampak tudi občinstva v dvorani, ki ga je bila dvorana kar precej polna, med njimi tudi mi zamejski Slovenci, uredniki in sodelavci revije Most, ki je njegove inkriminirane članke objavila. Svojo razsodbo ni sodišče obsodilo Marjana Rožanca konkretno na večletni zapor, tako kot se je to zgodilo Jožetu Pučniku, ampak ga je pogojno obsodilo na kazen, ki pa je nikoli prestajal.
Proces proti Marjanu Rožancu in posredno tudi proti reviji Most, ki je njegove članke objavila, pa je imel v Sloveniji, povsem zamejstvu, velik odmev, ki je spravil veliko zagato takratno slovensko komunistično oblast, ki si je domišljala, da bo kar tako v kali zatrla v zamejstvu neznansko in trmasto voljo živeti v pravi svobodi in resnični demokraciji. In to v duhu, ki je bil vklesan v prvo številko revije Most, kjer je pisalo, da, citiram, nova kulturna revija, ki želi biti moderna, kritična in naravno čista v iskanju osvobajajoče resnice in odgovor na raznotera vprašanja. Pa še, spet nametnice, v duhu strpnosti in ljubezni, pa tudi jasnosti in odločnosti, bo skušala nova revija vedno hoditi po poti, ki so jo nakazali najvišji, najvidnejši tvorci slovenske kulture, Trubar, Prešeren, Slomšek, Levstik, Cankar in Krek, zato, ker so čutili odgovornost pred svojim narodom in vestjo. V današnjem zmaterializiranem in zvulganiziranem času smo se preveč pozunanili. Naj bi bila naša revija s klicem po čistosti, humanizmu, duhovnosti, lepoti, dobroti, resnici, celovitosti, značajnosti, veri in ljubezni, skromen svetilnik v plemenitejšo, človeka vrednejšo dobo, v kateri ne bomo več odtujeni niti sami sebi, niti bližnjemu, niti Bogu. Te misli je napisal, jasno, Alojz Rebula. Mislim, da se z mano Premec strinja. Kmalu po teh dogodkih sem dal slovo tržaški pravni fakulteti, zapustil mesto urednika Mosta, ki ga je za menoj sprejel Vladimir Vremec, kateremu gre res velika zasluga, da je Most toliko časa vztrajal. On in Vremec sta bila krasni dvojici, ki sta šla skozi mnoge viharje. Začel sem odvetniško prakso pri doktorju Jožetu Škrku in pri doktorju Franetu Tončiču. Bil leto kasneje, to je maja 1968, izvoljen na listi slovenske skupnosti v deželni svet Furlanije Julijske krajine. A to je že druga zgodba. Hvala lepa za poslušanje.